Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole odpiramo Sorino radijsko klepetalnico z nekaj poki in nekaj presenečeni, pa tudi našo tokratno gostjo. Veseli smo, da je danes z nami Marjana Grčman, urednica in voditeljica turistične oddaje Najlepše na televiziji Slovenija, ki je na letošnjih dnevih slovenskega turizma prejela tudi nagrado Kristalni Triglav za osebnost, ki je največ prispevala k turistični prepoznavnosti Slovenije v svetu v tem letu. Marjana, dobro jutro, dobrodošla v naši družbi. Kako si? Živjo, dobro jutro. Malo zaspana, nisem se še privadila teh jutranjih ur. Ni jutro tvoj del dneva. Matija, do 7 jaz ne bi šla iz posle, no. No, hvala lepa, da si danes prekršila to svoje pravilo. Jaz si ga redno kršim. Jaz moram biti v montaži že ob 8:30, terene imamo tudi precej zgodne, tako da jaz to nenehno kršim, žal, no. Ampak nekoč bo tudi ta ura nama obema bolj prijazna. Ja. Ampak še kako pravijo na Primorskem, da so najlepša jutra zjutraj. Ja, takrat, ko jih ujameš, oziroma če bi se začela kakšno uro kasneje. Tako, ja. Ampak pustimo zdaj te podrobnosti. Iskrene čestitke za Kristalni Triglav, nagrado, ki je zagotovo nekaj posebnega tudi zate, ki te turizem pravzaprav spremlja že celo tvojo delovno kariero. Kaj ti pomeni? V bistvu sem bila presenečena, ker niti nisem vedela, da bom dobila to nagrado. In potem sedim v drugi vrsti in gospod minister Han ostane sam na odru in sem še moje ime si spiše in pol korakam proti odru in v bistvu je bilo fajno. Bila sem vesela, da so pač vse te vodilne institucije z področja turizma opazile moje delo, dolge vožnje po Sloveniji, včasih osamljene montaže, ko se vprašaš, ma sej noben ne opazi tega našega dela. Tako da v bistvu sem bila vesela, no. Je turizem tvoje življenje oziroma kako to, da te je tako potegnil vase tudi kot novinarko? Čisto po naključju. V bistvu jaz sem že v srednji šoli hotela iti na turistično, pa so pol doma rekli, da je treba biti pragmatičen, pa da rabiš en konkreten poklic, in sem šla na ekonomijo, na ekonomsko srednjo šolo. In potem sem se zmeraj rada potepala in potovala in čisto po naključju sem dobila delo na Dnevniku kot pisoča novinarka. In pol nekega dne na Triglavu sem spet po pomoti srečala žal pokojnega Saša Hribarja, ki me je pripeljal na televizijo in sosednja vrata je bila pisarna Draga Bulca. In glej ga zlomka, nekega dne je rabil novinarko in jaz sem bila v pravem času na pravem mestu. In potem se je zgodila ta ljubezen, ki pa tebi ne nazadnje kot eni taki zelo nemirni raziskovalni, raziskujoči duši zelo, zelo paše. Ta služba še vedno navdihuje? Ja, in po mojem me bo zmeraj. Jaz se rada potepam, tako iskreno sem radovedna, iskreno rada brskam po ljudeh, po njihovih zgodbah, rada predstavljam zgodbe njihovih življenj. Po mojem me bo to zmeraj zanimalo, zato ker me zanimajo ljudje, ne? Si prepoznaven obraz oddaje Najlepše, če odkot te od tam pozna cela Slovenija, pa še pol Evrope in sveta zraven lahko rečeva. A se še spomniš tiste čisto te prve oddaje Najlepše? Bil je prispevek pravzaprav in mislim, da je bil o radovljiškem turizmu. Ja. Gorenjski konec, torej, te je zaznamoval kot Dolenko. Ja, v bistvu resno zdaj le pomislim, no. Bilo je nekaj od kulinarike in pol je Drago Bulc rekel, Madonna, to je pa dobro naredila, dajme jo še kaj ponucati. In evo me. Tako, od prvega prispevka do voditeljice, zdaj tudi urednice, kako zahteven izziv pa je priprava ene take oddaje, v kateri predstavljaš ta naš mali raj tukaj le pod Alpami. Jaz bi ti rada rekla, da je tako fino delo, tako najlepše, ne? Ma v bistvu je kar težka tekma. Tisti, ki ve, kaj pomeni vsak teden producirati polno televizijsko oddajo, to je res včasih heavy metal. Z leti sem se naučila ogromno improvizacije. Lažje mi je, ker pokličem na teren, pa se mogoče, ki je bolj fleksibilno zmenimo, da ni treba se zelo naprej napovedovati. En tak stres je, ki ga ponotraniš, pa se ga navadaš. No, pa če hočeš to tedensko delati, moraš imeti zelo dober pregled terena, kje se kaj novega dogaja, kje je nekaj odmera, kje raste, kje so aktualne zgodbe, pa da so še vedno privlačne za gledalce. Tako da ni vedno enostavno.
Ne? Tudi zato sem bila vesela te nagrade, ker so opazili, da ni najbolj enostavno vsak teden hoditi na lepše. Ne zate, ne s tabo. Čeprav vem, si pri delu menda precej divja, precej neustrašna. Jama, ni problem, gremo letati z majem, nobena težava, gremo plezati, ja zakaj pa ne? Točno tako je, ja. Če vprašate naše snemalce, tako, nisem glih enostavna za delati, precej jih preganjam, precej sem control freak za posamezne kadre, želim vedeti, kaj so posneli, a so posneli detajle. Jaz sem tista, ki sem na koncu v montaži in jaz sem odgovorna za končni izdelek. Ne? Zato veliko tega dela prevzamem nase. Je pa potrebno vedeti, da smo mi res zelo majhen tim, mi smo majhna ekipa. 2 novinarki smo, mi nismo neka produkcija velika, montažeri se sicer izmenjavajo tedensko in tudi snemalci ima načeloma je velik na sam 2 ljudeh. No, ne. S tem, da sem jaz urednica in da določam zgodbe približno, kaj bo aktualno in tako naprej. Ampak ne nazadnje, tudi obuješ gumijaste škorne, pa se odpraviš v ljubljansko podzemlje, kjer vas dočakajo zanimivi izzivi in zgodbe. To so lepa zgodbe iz enega mojega preteklega življenja. Ko sem za oddajo Nedeljsko popoldne, kamor me je pripeljal Sašo Hribar in ki je še vodil Lado Bizovičar, Panja Tomažin, tam sem pa iskala res zelo posebne zgodbe o ljudeh z roba družbe. Meni so bili ful ljubi ti prispevki in tudi kasneje sem delala prispevke o vaseh, ki umirajo. Jaz zmeraj pravim, da ne umirajo samo ljudje, ampak tudi hiše in vasi in tudi v številnih vaseh se pogašajo luči in mi je žal zaradi tega, no. Tako hiše so ful zgovorne pripovedovalke nekih zgodb, no. O teh zgodbah več tudi v nadaljevanju. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Čez Poljanske griče smo šli z Ravbari, no čez Poljanske griče pa je kar nekajkrat vandrala tudi naša današnja gostja, Marjana Grčman. Kako dobro poznaš tele naše konce, Marjana? Sem vedela, da me boš to vprašala. Ja, poznam, no. Predvsem se spomnim, da smo nazadnje snemali vašega čevljarja, Aleša Kacina, z njegovo zgodbo o detkovih bulerih, ki so ga impresionirali do te mere, da zdaj dela take butične čevlje. To je ena taka lepa zgodba v turizmu. Všeč so mi te drobne zgodbe o ljudeh, ki delajo posel v turizmu in znajo najti svojo poslovno priložnost v domačem okolju. In kar nekaj takih si našla tudi po Sloveniji. Zdaj, če sem našla pravi podatek, imamo v Sloveniji približno 5973 naselij. Ti kot en tak vandrovček, koliko si jih že obiskala, si že bila v vseh morda? Všeč so mi novinarji, ki se pripravijo na intervju. No, dobro, kompliment. Hvala. Za oddajo tistega lepega popoldneva mislim, da sem jih pripravila ne vem, po mojem 100 teh pozabljenih vasi. Me pa Marjan Jerman, ki je bil moj mentor, spet žal pokojni, same legende grejo tja, kamor ne bi smele iti, no. Naučil, da so najboljši informatorji poštari pa normalno v gostilnah, no. Tako da sem imela njih kot informatorji, kje je nekaj pozabljenega in kje bodo dobri modeli za pred kamero. Tako da, ja, po mojem so kaj 100 naredila, no, teh vasi, no. Pozabljenih vasi, sicer pa praviš, na robu države, no. Ne bi upala trditi, da si bila v vseh teh vaseh. Ne, nikakor ne bi si upala biti tako arogantna, da bi rekla, smo bili pa povsod. Ne, vedno se čudimo, ko se po kakšnih kolovozih pa pripeljemo nekam in rečemo, wow, kaj to je Slovenija. Ne? Moram pa reči, da kje se človek najbolj počuti Slovenca? Pri naših zamejcih, še posebej pri Primorcih ali pa tam na uporabijo ali pa v Avstriji. No? Oni so me naučili, da kako lepo in tudi kako težko je biti Slovenc. Oni so me naučili, kaj pomeni domoljubje, oprano vse politične ideologije. In tam zveš, kaj pomeni biti Slovenc. No. Res me fascinirajo s tem svojim hrepenenjem po domovini. Ne. In kakšni so po tvojem mnenju Slovenci oziroma smo Slovenci kot narod, kot gostitelji, ne? Kar je pri turizmu še kako zelo pomembno? Kot gostitelji smo po mojem super. Smo si pa skozi stoletje nabrali to, da smo pač bili premalo ponosni na to, kar imamo, premalo ponosni na našo kulturno dediščino, da jo na trenutek premalo negujemo. No. Tudi zato so turistične oddaje, pa zato je turizem pomemben, veš, ker krepi to zavedanje o pomenu lokalnega
krepi to zavest o dragocenosti tega, kar imamo. In jaz vedno pravim, da bi se mogli župani bolj pohvaliti svojim turizmom, bolj pohvaliti svojimi turističnimi produkti. To je najbolj seksi stvar v njihovi občini in tudi iz glave bi si mogli zbiti to, da meje občin niso meje turizma, kar je ponekod po Sloveniji še vedno zelo prisotno. Naprimer, šoštanški župan, mislim, da je tak primer, ko svoje goste jim ne da za domov, ne vem, flaše vina, ampak jih pele po poteh svojega turizma in jih pele, ne vem, mislim, da en produkt je, ki je dobil oznako Slovenije Unik in se pač peleš z letalom in doživiš Šoštanj skozi to usnjarsko industrijo. No. Seksi. Župan, ki se zaveda pomena in vloge turizma, da nisem nekaj za najlepše. Tako, da je turizem ne nazadnje tudi gospodarska panoga, ki je v Sloveniji še kako zelo, zelo perspektivna. Točno tako, no. Turizem nisem nekaj za najlepše, ampak je pač resna gospodarska panoga, ki prispeva, mislim, da okrog 12 oziroma 13% BDP-ja. Je pa tudi nekaj, kar dela naše življenje lepše. Ti si tiste, ki dinamične zgodbe s sporočilom, z eno tako vedno pozitivno konotacijo, čeprav ni vse tako rožnato, kot je morda slišati in videti. Kako ti uspeva v današnjem času, ko je že skoraj da trendovsko biti negativen, ko so na prvih straneh vojne, škandali in vse tisto, kar nas pravzaprav dela včasih kar malce utožne, nesrečne? Čist preprosto, ker rada iščem dobro v ljudeh, pa naj se na to ne sliši stereotipno. Rada sem pozitivna, pa ne rada zmerom. Rada širim optimizem. Se mi zdi, da turizem je ena taka panoga, kjer odhajaš domov z dobrim občutkom, no. A veš, da širiš nekaj dobrega, no. Čeprav v tem optimizmu tudi precej melanholije, ker sem tudi precej melanholičen človek, no. In zato me včasih še bolj potrejo tiste stepske ravnice v uporabi ali pa gor v Prekmurju, no, se mi zdi, da me delajo tako stepsko melanholično, še malo bolj. Ne vem, takrat se spet nekaj žalostnega zgane v meni, ker ob vsem optimizmu sem jaz tudi včasih precej melanholičen človek, no. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Danes v družbi Marjane Grčman. Kaj niso stonci hudi? Ja, odlični so bili in prav dobro so prebudili tole ponedeljkovo jutro. Jaz lahko, če bi si za rojsten dan zaželela, bi si Kita Richardsa prpeljala. Pa tudi, če je potem konc sveta. Ja, pa tudi Nika, ja. Stonci me slište, obupano. Ja, verjamem, da se ti kdaj uspe prebiti tudi še v zaodrje, ampak bo pa treba kar pohiteti. Res je. Pa zmeraj njihov zadnji koncert, ne? Ja, lej, kar nekaj takih naj še bo. Tako. Te kdaj, recimo, zdaj, ko sva že pri Stonesih, kot novinarko vleče v tujino? Zdaj nekaj prispevkov je bilo podpisanih s tvojim imenom tudi iz tujine, pa bi še šla morda kam na kaj takega? Nazadnje sem na poleti v regiji Hauts-de-France na severu Francije, ki je, mislim, da aktualna gastronomska regija. In je fajn je iti, no, ker skačeš čez planke, bolj ceniš to, kar imamo. Fascinirana sem bila, kako mi je kritičarka iz Varšave, ugledna kulinarična piska, razlagala, kako dobro povezavo imate med STO-jem pa Ministrstvo za gospodarstvo, pa Janez Bogatajcev model. Tako, včasih ti nabijajo ponos v tujini, ne? In si pa rečeš, ma sej ni vse tako slabo, pa sej delamo tudi nekaj prav, ne? In tak primer je bil tudi v Makedoniji, naprimer, ko smo bili na eni turistični borzi, tam so pa Slovenijo imeli kot role model, veš, mislim, tako prav, vi imate trajnostni turizem, vi ste zeleni, pa ni vse tako fajn pri nas, ne, ampak oni so nas pa tako imeli kot en ideal, vse od vojne naprej smo jim pomagali in tako naprej, tako da tujina ti tako odpira okna široko v svet, no. In ti si zaljubljena v potovanja, kateri pa je tvoj najljubši konec sveta, če se odpraviš na kakšno tako popotovanje? Meni je bil najbolj emotiven Varanasi v Indiji, no. Tam je, pa ne da bi jo iskala neko višjo duhovnost, ampak vsa tista beda, tista revščina, tisti ljudje, ki jih prestopaš dobesedno na ulici, tista trupla, ki plavajo v Gangesu, to je bilo tako kar emotivno mi. Sem bila zelo vesela, ko sem prišla domov in je bilo čisto in je bilo nebo modro in ni bilo gužve na vlaku in
Tako, no. Potem znamo ceniti domačo, no morda, če smo že pri potovanjih, še ena zanimivost. V tvojem kovčku se, tako pravijo podatki na spletu, znajdejo mala črna oblekica, nenavadni uhani, kriminalka, nekaj žganega in prenosni nož. Pa kje za boga milega si našla nož? Vsaka poštena ženska mora med sabo ta osnovni pribor, se mi zdi, ne? Ne vem, konzervo rib lahko odpreš, flašo vina, na primer, ne? Če nimaš odpirača s tistim pipcem, zmeraj nekaj odpreš, ne? Pa tudi v končni fazi za samo obrambo, no? Jaz sem v svoje čase tudi solzivc nosila sabo, ko sem še bolj štopala, ne? Tako da... Ženska se mora zaščititi nekako. Moraš biti vedno pripravljen na vse, kar te na poti doleti. Še rekel sem tak ženski MacGyver, ne? Ne, ampak... Včasih sem še flašo cvička redno nosila sabo, ja. To pa Dolenki ne gre iz krvi. Ne. Čeprav, lej, me niso nikoli zbrali za cvičkovo princeso, ne, tako... Ne, še morda pa lej, nikoli ne veš, kaj se ti v življenju če tudi ni za Maše, zmeraj paše, ker je naša, tako neslavna cvičkova himna od Pavčka. Odlično, zdaj, če sva že pri takih zanimivostih z domačih krajev, pa ne nazadnje tudi z poti, ena tvojih najljubših destinacij na raziskovanjih so tudi pokopališča. Praviš, da greš raje na pokopališče kot na tržnico. Zakaj? Ma to življenje na teh pokopališčih se mi zdi, no. Tisti nagrobniki, pa se potapljam v one črno-bele slike, pa v tiste melanholične verze. In se razmišljam, koga je ta človek ljubil, koga je imel rad, koga je izgubil, kako je živel. Bili so tako, kot jaz pa ti, no, in jih ni več, kako kot nas ne bo. In taka melanholija me napaja na teh pokopališčih, s katero se kar hranim, no. Počasih več kakšna flaša viskija, ob kakšen nagrobnik položena. Tako, no, meni so pokopališče zelo živi prostori, no. Tako kot so ti živi tudi vipavski hrami, ne? Tudi tam se skrivajo zanimive zgodbe različnih generacij, praviš. Ja, res je, ja. Drago so me stali ti vipavski hrami, ja. Ja? Zakaj? Policisti Šentviške planote bi znali več detajlov, ampak o tem ne bomo. Tok polni tradicije so mi tej hrami, tok ljubki s temi velbanimi stropi, pa vsak je drugačen. In ta silovita pripadnost unih vipavskih kmetov do svojih hramov, do njihovega vina, do avtohtonih sort. V končni fazi Vipavska, mislim, da regija z največ ohranjenimi avtohtonimi sortami, ta klenost, ta trdoživost, ta konzervativnost Vipavcev, ne, se odraža v njihovih hramih, ne. In tako rada se tam pomotem. Rada pričakam jutro novega dne ravno v vipavskih hramih. Tudi briški niso slabi, ampak ne vem zakaj, vipavski so mi bolj zlezli pod kožo. Tista burja odnese potem vse, kar pride zraven takega, pa mogoče človek ne bi ponucal, pa domov odnesel. Tako, ja. No, zdaj, če bi te vprašala za najljubši kotiček v Sloveniji, bi ga verjetno težko izbrala, ker smo slišali, imaš rada Porabje, rada zamejsko Slovenijo, Vipavsko dolino, domačo Dolensko, zdaj si na Pivškem koncu. Ja. Kam? Kako? Kam te vleče srce? Kje si pravzaprav doma? Ali povsod malo? Ali kako? Dom je tam, kjer je srce. To res velja. To ne glede na, ali si v New Yorku ali pa sred Pivke. Ne? Dom je tam, kjer te nekdo pričaka za kurjenim kaminom, pa z objemom. Dom je tam, kjer ti nekdo steče v objem. Dom je tam, kjer se zaviješ v topu polover spominov in posrebaš govejo juho. In tam, kjer vedno paše biti, kjer te obkroža tudi ljubezen. Midve si bova zdajle privoščili še kratek glasbeni predah, potem pa seveda prišli na naše valove tudi s kakšnim dobrim nasvetom za izlet. Imamo le na obisku strokovnjakinjo zanje. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, nadaljujemo pa v naši Sorini radijski klepetalnici z zanimivimi zgodbami, ki jih naša tokratna gostja Marjana Grčman doživlja na terenu. Kar nekaj zanimivih projektov se ti je tudi zgodilo na poti. Kaj vse si pravzaprav že doživela, odkrila, morda po tvoji zaslugi tudi ohranila za prihodnje rodove, vse kar se tiče takih navad in običajev posameznih krajev? Ja,
Po naši pobudi, pravzaprav po moji, so v podzemlju Pece pričeli v posel spravljati produkt veslanje po zalitih rudniških rovih. Odlično je to, mimogrede. Mislim, meni bo že takrat super, ko smo začeli snemati, sem rekla, nujno pripravite čoven, mi pridemo z najlepše čez par dni. In evo ti zdaj ta produkt dubo naziv Edinstveno doživetje Slovenije. To je eno. Drugo je mogoče zadnja turistična borza v Ilirski Bistrici, kjer smo jo organizirali kot društvo novinarjev in jaz sem bila ekstremno živčna, ker se je prijavilo 45 novinarjev in se hotla, da so stojnice okej, da ponudniki pridejo. Skratka, za en kup stvari si kot organizator odgovoren na terenu. In kaj se je izkazalo? Prišli so ponudniki iz Ilirske Bistrice in Kvarnerja in gotovilo se je, da se itak med sabo slabo poznajo, da tam je boljše razvito gostinsko ponudbo, pri nas kmetijstvo in da je fajn, če med sabo sodelujejo. In na koncu je prišel en ponudnik do mene in rekel, 3 posle sem zaradi te borze danes sklenil. In ko sem sedla v avto, sem si rekla, odlično delo. To so mi fajn stvari, da se na terenu konkretno premikajo. In se mi zdi, da tudi naloga društva, da smo neki mediatori, da povezujemo ljudi, sploh na teh obmejnih območjih, se mi zdi blazno bogatstvo turizma in se premalo tržijo kot obmejna destinacija. No. Blazno bogatstvo pa je tudi kulturna dediščina. Ne? Pri nas je ogromno, pa se žal izgublja in pozablja, ampak po tvoji zaslugi pa ljudje tudi, tako kot ti, vstajajo sredi noči, pa obujajo različne običaje in navade. Kaj ste počeli v Kalu nad kanalom, pa tudi na Cerkljanskem koncu je bilo kar zanimivo, baje. Ja, v bistvu zadnje snemanje je naše tako bolj neobičajno, je bilo za 1. novembra. Sem gruntla, kaj bi veš, za ta čas mrtvaški, ne, za najlepše posnel, za turizem. No? In najdem gospoda v vasi Lokovec nad kanalom in tam uživljajo pogrebne pesmi, mrtvaške pesmi. Pesmi, ki so jih peli mrličev v tistih 3 dneh, ko je ležal doma na parah. Še več. Pride naša ekipa ob 8 v Lokovc in se je zbral 25 ljudi folklornega društva, oblečenih v pogrebna oblačila, ne vem, iz začetka 20. stoletja. In celo neko krsto so našli z nekega podstrešja. Mislim, to je bil epski filmski prizor. Ne, in sem sama sebi se čudila ob 8-9 zjutraj, ko smo snemali sprevod, ki je vodil do neke prostozidarske cerkvice sredi enega goza, sredi ničesar, ki so nosili sveče, nek mali fantik je nosil lahterno spredaj in pol so v cerkvi pred krsto z mrtvaškim prtom pel mrtvaške pesmi. In to se mi je pa zdelo tako lepo. Lepo, da se skupina 25 domačinov za potrebe javne televizije zbere, da nam toliko zaupa, da bomo naredili lepo zgodbo iz tematike smrti, pietetno zgodbo. In na ta način se tudi res v življenje spravljajo stvari, ki so popolnoma izginile iz kolektivnega spomina. In ja, tudi to je naloga javne radiotelevizije. In ti jo kot novinarka več kot odlično opravljaš. Še kakšno zgodbo o tvojem delu kot novo izvoljene predsednice Društva turističnih novinarjev Slovenije, pa z nasvetom za izlet pridemo nazaj čez nekaj minut. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, se počasi izteka, ampak nekaj minut nam je še ostalo v družbi naše današnje gostje, Marijane Grčman, urednice in voditeljice turistične oddaje Najlepše, pa tudi dobitnice kristalnega Triglava za krepitev turistične prepoznavnosti Slovenije. Marijana, Slovenija je ena taka lepa turistična destinacija, v kateri se pogosto omejujemo tudi na svojo majhnost. Ampak, kot praviš ti, je to pravzaprav prednost, ne handicap. Absolutno. Lažje se upravlja turizem, imaš obvladljive skupnosti, destinacije turistične, lažje se razvija nek trajnostni zeleni turizem, če že hočeš, no. Lažje vzpostaviš povezovanje, no. Tako da absolutno, majhnost je prednost v tem globaliziranem svetu. In verjamem, da jo boš znala v prid turizma in turističnih delavcev, pa tudi turističnih novinarjev, izkoristiti tudi ti kot novo izvoljena predsednica Društva slovenskih turističnih novinarjev. Kaj bo tvoja prioriteta v tem mandatu? Začeli smo s to mednarodno borzo povezovanja lokalnih ponudnikov v Ilirski Bistrici in v tem duhu bomo tudi nadaljevali.
načrtujemo z županom Podčetrtka, da bi podobno reč izpeljali na območju Podčetrtka in čez mejo, potem na Krasu. Namreč tudi Krašovci se zelo slabo povezujejo zadnja leta in je tudi slaba vez z našimi zamejci. Ogromno imamo posameznih kvalitetnih in butičnih ponudnikov, ampak kot celota se pa sliši samo o določenem kraju, ne? Kar ni okej, no. Tako da na temu povezovanju bomo absolutno še delali naprej. Bi si pa za turistične novinare želela, da njihove reportaže in prispevki ne bi obstali na ravni EPP sporočil, ampak da bi bile bolj doživete zgodbe, ki bi pripovedovale o ljudeh, o krajih, da bi vsi mi lažje razumeli kompleksno sveta, v katerem živimo. Skratka, ne samo pač, da je to EPP nekega kraja, nekega podjetja, ampak da je to pač nek bolj celosten prikaz, kako neka destinacija, kraj živi in diha turizem. In to ti še kako dobro poznaš, zato bi bil zdajle greh, če ne bi izkoristila priložnosti za kakšen dober namig, kakšen dober nasvet za izlet v bodoče. Kam bi nas poslala, kaj nam priporočaš, kaj je morda tebi tisti najljubši kotiček, kjer najdeš svoj mir, pa bi ga morda rada priporočila tudi vsem tistim morda, tako kot ti, adrenalinskim, samotnim raziskovalcem Slovenije? Kam najlepše? Pejte pogledat si Istrska ušesa na Kraškem robu. Tam je tudi ena super avtentična gostilna, preden se pospnete proti Istrskim ušesom. Na Diže je zmeraj odlična izbira, pohod na Matajur k našim ljudem. Absolutno vseh 7 porabskih vasi, kjer ste priča živemu izginjanju našega jezika. Potem ekstremni kolesarji, absolutno najboljši kolesarski produkt ta hip v Sloveniji, Black Hole Trail v podzemlju Pece, s črno znako in se spustiš po dih jemajočih predorih rudniških, kamor menda 25 let ni stopila človeška noga. In jaz sem že vreščala, ko sem gledala posnetke, ki sem jih poslali, ampak menda bodo po teh trasah tudi pohodniško pot uredili, tako da pejte podpret Koroško, tam se po poplavah, no, saj tako si je želim, da bi se razvil neke nove sorte turizem, kjer se lahko popravi vse tisto, kar prej ni štimal, ne. Je pa moja Dolenjska, ne, tiste meglice pri Krki so zmeraj ekstremno seksi, no. In zdajle smo... Ja, pa seveda, ljubiteljica pokopališč priporoča obisk Kranjske Kostnice. Tako, zdajle smo dobili kar nekaj odličnih nasvetov za potepanja po Sloveniji, zato da še letos odidemo kam najlepše. Marjana, tebi iskrena hvala za obisk v našem studiu, zato ker si nam na stežaj odprla vrata tudi v svoj svet in v turistično Slovenijo. Vse dobro in verjamem, da še kdaj tudi nasvidenje pred našim mikrofonom. Hvala lepa, vam pa želim pač... dober skok do konca leta, pa pejte kam najlepše, ne? Z veseljem, tudi v tvoji družbi. Zdajle pa še ena za Marjanino dušo za konec pred svežimi novicami.